Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav. V letu 2012 smo v partnerskih mestih Maribor, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Velenje ter Murska Sobota zakorakali v leto Evropske prestolnice kulture. Z mesečno oddajo Kultura na dlani se v tem trenutku v projektu pridružujemo tudi na televizijah PTV, RTS, VTV, TV As in TV Vaš kanal. Seveda gre pri namenskih oddajah, ki jim boste priča vsak prvi ponedeljek v mesecu in poročanju o dogodkih, predvsem za predstavljanje programskih vsebin posameznih mest. V smislu mreženja pa za vas tvorimo skorajda nacionalno pokritost. V prvem mesecu leta so v partnerskih mestih potekale predvsem slavnostne otvoritve Evropske prestolnice kulture. V začetku poglejmo v Maribor. Prvi obrat Evropske prestolnice kulture je kot prvo med partnerskimi mesti zavrtelo ravno to mesto. Z velikim spektaklom se je 14. januarja tudi uradno pričela Evropska prestolnica kulture. Vstop v leto prestolovanja evropski kulturi je na prenovljenem trgu Leona Štuklja pričakalo več kot 12 tisoč ljudi. Med njimi so bili tudi številni visoki gostje iz Slovenije in tujine. Vrhunec spektakla je bil laserski šov in simbolni prižig krogle. Kljub nizkim temperaturam je bila dnevna soba Maribora zapolnjena do zadnjega kotička. Na 420 tisoč evrov vredni otvoritvi se je zvrstilo okoli 100 nastopajočih. Po uradni slovesnosti pa je ozračje ogrevala še novomeška skupina Dan D. Predstava je bila fascinantna. Mislim, da je takšna, da nam je v ponos. Za Maribor nekaj čudovitega, da se zavemo, da obstaja še nekaj drugega. Ne samo kriza. Ne samo kriza, tako. In kaj si od Evropske prestolnice kulture obetajo umetniki? Jaz si obetam predvsem to, da se neha govoriti o tem, česa vse ni, pa zakaj nekaj ne more biti, ampak zdaj, ko se je enkrat začelo, da se začne razmišljati o tem, kako bi se iz tega, kar je, naredilo najboljše. Želim si, da bi pomenilo več nekih kulturnih opcij, oziroma kruha naj bo, ampak tudi naj bo duša polna, torej neke prireditve, karkoli, bendi, vse živo, kar se lahko steka zdaj. Maribor je zdaj na karti, naj se ga vidi, naj pokaže. Čujte, jaz sem euforičen, ker gledajte, začelo se, vsi so govorili, da nič ne bo, da ni gnoro, da sem pa tja, gledajte, vidite, da je. Evropska prestolnica kulture velja za največji kulturni projekt v zgodovini samostojne Slovenije. V tem letu se bo v Mariboru in partnerskih mestih zvrstilo več tisoč dogodkov. Želimo si, da bi v Slovenijo Evropska prestolnica kulture vnesla več optimizma, več dobre volje in več upanja, ki ga potrebujemo v teh časih. Znamo in zmoremo, da izpeljemo tako pomemben projekt, kako nam ga je Evropa zaupala. Dejansko lahko povzročimo na kulturno eksplozijo. To je velika priložnost, da kultura v nekem spremenjenem pomenu besede, kot smo ga poznali doslej, zopet dobi neko relevantno vlogo v slovenski družbi. Uradne otvoritve se je udeležila tudi Evropska komisarka za kulturo Andrula Vasilju, ki je med drugim poudarila, da je institucija Evropske prestolnice kulture eden najuspešnejših kulturnih programov v Evropi. Because it contributes to the development of a city. We had examples of cities which were industrial cities with no tradition in culture, and by being the cultural capital of Europe, they changed completely and they became really very important in the map of the European cultural world. So I expect Maribor to be the same. O učinkih Evropske prestolnice kulture pa je spregovoril tudi veleposlanik Republike Finske v Sloveniji. Finsko mesto Turku je bilo namreč lani Evropska prestolnica kulture. When I hear what the citizens of Turku are talking, they feel that they really belong now even stronger than before. They have done things together, and I think this will have also like a longer term impact, that certain projects are easier
to put in place so that people are really working together. And definitely it has given a positive, forward-looking look also for Finland. Sicer pa so otvoritveni vikend popestrile tudi druge prireditve, med njimi ognjeni šov estonskih umetnikov, prižig napisov v severni sij po mestu in različne razstave. Otvoritveni vikend Evropske prestolnice kulture je okronala premierna uprizoritev opere Črne maske slovenskega skladatelja Marija Kogoja, ki velja za enega od vrhuncev programa prestolovanja evropski kulturi in slovenske operne produkcije. Črne maske sodijo med pomembno delo slovenske glasbene moderne. V sodelovanju mariborske in ljubljanske opere so se po več kot 20 letih od zadnje uprizoritve ponovno vrnile na oder in navdušile. Krstno uprizoritev je Kogojeva opera Črne maske doživela leta 1929. Na slovenskem odru pa jo je bilo do sedaj mogoče videti le 3-krat. Četrta uprizoritev je nastala v koprodukciji mariborske in ljubljanske opere ter ob vložku Evropske prestolnice kulture. Jaz vam moram povedati, da sem ta trenutek dobesedno očaran. Jaz mislim, da gre celo za novo rojstvo Marija Kogoja, za novo rojstvo Črnih mask. Veste, jaz sem ednih redkih, ki je po vojni videl vse 3 uprizoritve. Po premieri pa so bili vidno zadovoljni tudi ustvarjalci predstave. 3-urni spektakel je ob pevskih presežkih navdušil z razkošnimi kostumi ter odrskim gibom v koreografiji priznanega Edvarda Kluga. Revidirano različico Kogojeve partiture je pripravil slovenski dirigent Uroš Lajovic, ki je opero preučeval kar 8 let. Režijsko taktirko pa je prevzel Janez Burger, ki upa, da si bo delo ogledala široka publika. Zaradi tega, ker je to pač en izmed temeljev slovenske glasbe, eno najbolj monumentalnih del, ki je bilo ustvarjeno v tej deželi, tako da bi bil zelo vesel, če bi prišlo čim več ljudi. Črne maske, nastale po istoimenski drami Leonida Andrejeva, so sicer 85 let po nastanku še vedno aktualne. Govorijo namreč o psihični razklanosti glavnega junaka, njegovem boju med temo in lučjo, ki privede do obračuna z nasprotniki in nazadnje samim seboj. Kogoj je to duševno razrvanost, ki se konča s požigom gradu kot simbolom odrešitve in združitve z Bogom, v glasbi izrazil s kontrasti med liričnimi trenutki in silovitimi izbruhi. Glavni lik je upodobil Jože Vidic, član ljubljanske operne hiše, ki je omenjeno vlogo opredelil kot eno najtežjih v njegovem opusu. Vloga pa je živalsko naporna, res to je nekaj, kar v operni literaturi nima primerjave. Zdržati vsta tempo je zelo naporno. Vse to pa mogoče še toliko teže, ker za nami je res nekaj mesecev vaj. V vlogi Done Franceske nastopa Andreja Zakonšek-Krt, članica mariborske opere. Tudi zanjo je ta vloga predstavljala velik izziv. Saj je pevec v bistvu postavljen pred eno posebno zahtevno nalogo in se je treba res zelo študiozno lotiti takšne vloge, tako da sem zelo vesela, da sodelujem v tem projektu. Zelo veliko sem se naučila in mislim, da je to pomembno za vsakega pevca, da se pa sreča tudi s takšno opero. Premierne uprizoritve se je udeležil tudi predsednik države, ki se je v čestitki umetnikom poslužil Wagnerjevih besed, in sicer, da so ustvarili celostno umetnino, ki je v ponos vsem. Tako premiera kot reprize so med občinstvom naletele na velik odziv. Meni je v redu, zelo. Sama glasba je težko poslušati, ampak spektakel je pa izreden bil. Res pa zelo globoka zgodba. Ja, meni je bilo tudi zanimivo, nekaj posebnega je bilo. Izredni so pa res bili kostumi, hranitelji. Dogajanje na odru je bilo pa, kako bi rekel, nad pričakovanje za mene. Odlična kostumografija, silno so presenečen, pozitivno, dobra, zahtevna. Nekaj novega, neko novo doživetje, ki ga sicer v celoti ne razumem, čeprav sem se poskušal malo prej seznaniti, ampak nič za to. Po reprizah v Mariboru se Črne maske marca selijo v ljubljanski Cankarjev dom. Aprila prihodnje leto pa bodo opero izvedli v okviru Zagrebškega glasbenega bienala.
Maribor je v prvem mesecu evropske kulture zaživel tudi na ulicah. Razpadajoče fasade, nedokončane objekte in polomljena okna v mestnem jedru po novem zakriva umetnost tako imenovane ulične sličice uličnega stripa Violent o navijaški skupini Viole. Projekt je bil zasnovan v sklopu programa Ključi mesta Evropske prestolnice kulture, ki odklepajo in prenavljajo pozabljene ali potlačene spominske podobe Maribora. Namen uličnih sličic pa je s pomočjo kulture ulepšati podobo mesta. Dan velikega derbija, dan, ko Maribor poravnava svoje račune, je le ena od stripovskih sličic o Violah, ki so na ogled v središču mesta, med drugim na Koroški cesti in nedokončani stavbi Centrum ob Trgu Leona Štuklja. Idejo sem iskal. Iskal sem nekaj, kar bi pasalo na ulico, kar bi šlo v to razdrto okolje. In se mi zdi, da to so pač subkulture. In zelo močna mariborska subkultura so točno Viole, ki so še zelo dobro organizirani in seveda jih je veliko in so tudi medijsko odmevni. Dejansko so tisti, ki se identificirajo s svojim mestom. Če vi rečete Viola, to je Maribor. Priprava 17 sličic je trajala več mesecev, saj sta se avtor in ilustrator želela poglobiti v življenje navijačev, raziskati preteklost in njihove navade. Glavno sporočilo po moje tukaj je strast in srce, ki je zavezano klubu Maribor, nogometnemu klubu Maribor. In ta čustva, ki spremljajo vso to navijaško skupino pred in po tekmi. In mislim, da je to bistvo tega. Se pravi, mogoče ravno to, kar nam danes manjka, dati, investirati ali kakorkoli srce, dušo za neko stvar. S stripovsko upodobitvijo pa so zadovoljni tudi v vrstah Viol. Vse zgodbe, vse slike na uličnem stripu so nekje realne, pač malo v takšni obliki, kakšne so narejene, ampak prikazujejo tisto realno sceno, ko pride do takšnih trenutkov. Stripi bodo črne padske mesta lepšali do konca Evropske prestolnice kulture. Toliko o delu januarskega programa v mestu Maribor, no v februarju pa za vas pripravljajo preko 100 različnih projektov in pa tudi programov. Iz Maribora se selimo v Slovenj Gradec. V petek 20. januarja zvečer je bila Koroška galerija likovnih umetnosti prizorišče uvodne prireditve sodelovanja Slovenj Gradca pri projektu Evropske prestolnice kulture 2012. Med partnerskimi mesti je torej Slovenj Gradec kot drugi odprl to zgodbo v do zadnjega kotička polnem stičišču in svetišču vseh naprednih ljudi, kot je galerijo poimenoval Matjaž Zanoškar. Potem se je zahvalil za to priložnost, ki je pomembna za celotno regijo, ter dodal: "Naša kultura je avtentična, naj pride k nam cela Evropa." Jaz sem zelo vesel in ne morem skriti radosti in veselja, da danes, ko se je pravzaprav odprl zastor tega velikega projekta Evropske prestolnice kulture, da lahko rečemo, da smo pripravljeni, po vseh plateh pripravljeni, da ta projekt speljemo tako, kot je bilo mišljeno tudi takrat, ko so v Bruslu odločili o tem. Seveda nisem mogel mimo tega, da naše mesto je zavezano kulturi, je zavezano miru in skozi ta kulturna dogajanja je pravzaprav bil ustvarjen utrip in ritem našega mesta in če si kdo zasluži, da sodeluje v Evropski prestolnici kulturi, potem je zanesljivo naše mesto, ki ga pa ne jemljem kot zgolj kot naše mesto, pač pa jemljem kot našo deželo Koroško, ki se bo imela priložnost predstaviti Evropi, ki bo imela priložnost na ogled postaviti našo kulturo, ki je ne nazadnje naša identiteta, naših prednikov in tudi nas, ki tu živimo in ustvarjamo. In skozi to kulturo, kot vedno rečemo, da se je sproščala neka čista energija, ki je bila vzvod za vse potencijale na mnogih področjih, na družbenem, na gospodarskem, je tisto, kar je vredno, da se potrudimo in da naredimo ta projekt tak, kot si ga zamišljamo. Seveda, ni to projekt kampanjski, kot bi kdo mislil, da bo trajal samo 1 leto. Po tem projektu mora ostati nekaj zatem, nekaj takega, kar bomo lahko še naprej črpali ustvarjalci, poustvarjalci na kulturnem področju in s tem ustvarili to čisto energijo za vsa druga področja. Scenarist in režiser prireditve dr. Uroš Zavodnik je na otvoritvi izpostavil kulturno zgodovino koroškega mesta. Vse skupaj je zavil v modro barvo, s katero je Slovenj Gradec tudi vključen simboliko projekta EPK, ki izhaja iz mirovniškega prizadevanja mesta samega.
Ali kot je dejal programski direktor Zavoda Maribor 2012 Mitja Čander, mesto ima bogato kulturno tradicijo in tudi bogato kulturno ustvarjalnost v današnjem času. Danes sem pa izjemno vesel, da prav z Slovenj Gradcem, s Koroško odpiramo Evropsko prestolnico kulture tudi v partnerskih mestih in mislim, da je prav Slovenj Gradec seveda izjemno pomemben za našo celoto, kajti Koroška ima bogato kulturo, ne samo bogato kulturno tradicijo, ampak tudi bogato kulturno ustvarjalnost v današnjem trenutku. Po eni strani povezano z zgodovino, z izročilom, recimo s Hugom Wolfom, po drugi strani pa z izrazito sodobnimi umetniškimi praksami, ki jih spodbuja Slovenjgraška galerija likovnih umetnosti. Nenazadnje tukaj je izročilo miru, ki naj bi predvsem vplivalo na spodbujanje vrednot, ki so se mogoče nekaj časa zdele samoumevne, nekako floskule, kot so mir, demokracija in tako naprej. Danes pa vidimo, da te zadeve postajajo vedno bolj pomembne. Tako da Slovenj Gradec ima zanimiv, raznovrsten in predvsem kvaliteten program, ki bo skozi celotno leto nagovarjal ljudi ne samo iz Koroške, ampak seveda iz celotne Slovenije in iz tujine. Na prireditvi sta Wolfove samospeve izvedli mezzosopranistka Tanja Vogrin in pianistka Maja Kastratovik, ki je skupaj z igralko Jerso Mrzel tudi interpretirala slovenjegraško himno Ljube Prener. Med številnimi uglednimi gosti je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, zadolžen za kulturo Boštjan Žekš, ki je izrazil prepričanje, da Slovenci, ko stopijo skupaj, zmorejo, znajo in so sposobni projekt izpeljati. Program, vsaj prvi teden tudi naprej je lep, ljudje hodijo na predstave, če tudi so se bali, da jih ne bo, skratka ljudi to zanima. Je pa res, da se zaradi krize ni toliko infrastrukturnih objektov zgradilo, kar pa tudi ni tako kritično. Važno je, da pokažemo, da znamo. No, čisto gotovo smo lahko zelo zadovoljni ob tem dogodku, ki je bil zelo raznovrsten, svež. Moram biti res zadovoljen, ker smo dali priložnost mlajšim ustvarjalcem in so izpolnili naša pričakovanja. Pa tudi sicer moram reči, da je ta udeležba na tej prireditvi nekaj izjemnega. Na prav poseben način predstavljeno zgodovino Slovenj Gradca so lahko obiskovalci videli v ponovitvi silvestrske videoprojekcije na pročelju cerkve Svete Elizabete, poimenovane Svetlobni stolp. Sicer pa Slovenj Gradec v EPK sodeluje s 17 projekti in skupno z okoli 100 prireditvami. No, v Slovenj Gradcu pa v februarju za vas pripravljajo mednarodni festival mlade literature Urška, ki bo potekal po skoraj vseh prizoriščih tega mesta. Iz Slovenj Gradca pa v Velenje. Po odprtju projekta Evropska prestolnica kulture 2012 v Slovenj Gradcu se je dan kasneje, v soboto 21. januarja, projekt EPK 2012 uradno pričel tudi v Velenju. Velenjski Titov trg, Cankarjeva ulica in sosednje ulice so v soboto zaživeli in sprejeli skoraj 1000 ljudi, tako otrok kot odraslih, ki so v sproščenem in igrivem razpoloženju ustvarjali vetrnice Evropske prestolnice kulture 2012. Predstavili so glasbeni projekt za otroke Hoja hoj, zapoj pozoj. Nastopila je tolkalna skupina Stop, malčki iz vrtca Velenje pa so 6 pevskimi skupinami od Cankarjeve ulice do Titovega trga spletli glasbeno verigo prijateljstva. 6 zborov iz enot Lučka, Najdinhojca, Vrtiljak, Ciciban in Tinkara, odetih v 6 barv, je simboliziralo mrežo 6 partnerskih mest Velenja, Maribora, Ptuja, Novega mesta, Murske Sobote in Slovenj Gradca. Točno opoldne je bil na Titovem trgu promenadni koncert pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Vse navzoče je pozdravil župan mestne občine Velenje Bojan Kontič. S svečano kanonado in dvigom velenjske zastave Evropske prestolnice kulture 2012 na Velenjskem gradu so prevetrili mesto in sprejeli pozitivno energijo. Naš slogan Zavrtimo skupaj se je seveda pričel s sloganom Čista energija. Takrat, ko smo konkurirali za to, da dobimo naziv Evropska prestolnica kulture skupaj z ostalimi partnerskimi mesti, seveda z osrednjo vlogo Maribora pri tej zgodbi,
Smo seveda želeli, da zavrtimo programe, ki jih imamo po posameznih občinah, da jih združimo v en mrežni program, da dodamo vrednost, ki je sicer ne bi mogli in da na ta način zaznamujemo Evropsko prestolnico kulture. Mislim, da smo bili pri tem uspešni, kljub nekaterim težavam bi lahko dejal, lahko ponovim besede znamenitega Nikolaja Kopernika, pa vendar se vrti in res se vrti Evropska prestolnica kulture, naš vrtiljak se vrti. Mi na tem vrtiljaku ponujamo 24 programov znotraj 12 poglavij Evropske prestolnice kulture in prepričan sem, da je razlogov za obisk Velenja in ogled teh kulturnih prireditev več kot dovolj. Ob 20:12 se je v Domu kulture Velenje začela otvoritvena svečanost Evropske prestolnice kulture. Na prireditvi so predstavili vseh 24 programov, ki jih v Evropsko kulturno zgodbo leta 2012 prispeva mesto Velenje. Prireditev ni imela povezovalca, ampak so povezovalno besedilo predvajali na velikem platnu kot pravkar zapisane besede na pisalnem stroju. Tudi sicer so na prireditvi združili že dolgoletne tradicionalne festivale in prireditve na izviren način, za katerega je zaslužen festival Velenje. Mi se seveda tega leta veselimo in smo na nek način počaščeni, da smo lahko del tega projekta. Kar 7 projektov bo v naši produkciji nastajalo, največji med njimi zagotovo Pikin festival, potem poletne kulturne prireditve, potem pa sledijo še zanimivi projekti, ki bodo novost, torej ne le nadgradnja prejšnjih festivalov. Zagotovo bo to Karmina Borana, verjamem, da bo podobno napolnila Tito trg, kot je bil danes, 28. junija bo ta velik projekt. Potem smo še producenti projekta Bela tehnika, črna magija, pa velike forme in še veliko teh produktov. Tako da res se obeta pestro, kulture polne leta, ampak mi se tega resnično veselimo. Odnos ljudi do tega projekta je fenomenalen. Po vseh zgodah in nezgodah danes resnično vsi verjamejo in verjamemo v ta projekt. In pripričan sem, da bo dediščina in bera tega leta zelo bogata. Predvsem pa se čuti dobra volja, ki nekako že od naših najmlajših raste in prežema vse. Občanke in občane mestne občine Velenje računamo pa tudi, da bomo z tem, da bomo prestolnica kulture privabili v Velenje obilo gostov, da bo poneslo to dobro ime Velenje širom sveta in da bo na ta račun v bistvu Velenje v prihodnjih letih dobilo tudi neko dodatno vrednost, neko povratne rezultate, da bomo lahko zaradi tega vsi skupaj zelo zadovoljni. Obiskovalce so na otvoritveni slovesnosti na zelo pozitiven način presenetili tudi z vizualiziranim ognjemetom, prijaznim do narave, ki je bil zaradi načina predstavitve pri občinstvu več kot odlično sprejet. Evropska prestolnica kulture je nedvomno priložnost za predstavitev lokalnih kulturnih ustvarjalcev v mednarodni javnosti. Hkrati pa so si pri pripravi velenjskega dela programa prizadevali, da bodo med kvalitetnimi kulturnimi dogodki, takšne po svoji meri in okusu, lahko izbirali Velenjčanke in Velenjčani vseh generacij. Zadnje mesto, ki se je projektu EPK 2012 pridružilo v času njegovega nastajanja, pa je Novo mesto. Romantična pravljica o Sneguljčici, hudobni mačehi in palčkih na eni in rokerske novomeške glasbene skupine Zdan D na čelo na drugi strani in v Evropsko prestolnico kulture so zakorakali tudi v Velenjski prestolnici. Glasbeno-plesna pravljica za otroke Sneguljčica je slovesno odprla dogodke Evropske prestolnice kulture v Novem mestu, enem od partnerskih mest Maribora v tem projektu. Gre za tekst, to se pravi neka, bom rekla, muzikalna izvedba Sneguljčice, ki je bil napisan leta 1953 in potem je prišla ideja, da bi ta tekst ponovno zaživel.
Avtorji tega teksta sta pač gospod Cigler in gospod Markel. Tako da potem so v bistvu dosti v zgodnji fazi so me poklicali tukaj iz Novega mesta, jaz sem prej tukaj dosti sodelovala in potem je ta ideja dobila, bom rekla, neko nadgradnjo. Ta predstava, ideja za predstavo je sicer obstajala že dalj časa, da se je pa uvrstila v sklop Evropske prestolnice kulture, je pa mislim, da osebno zelo pametna odločitev Mestne občine Novo mesto, glede na to, da ta predstava zelo sledi duhu EPK-ja, to je mreženje in povezovanje. In tukaj v tej predstavi sodeluje več društev, posameznikov in kulturnih ustanov in torej medsebojno povezani, kar mislim, da bi že težje lepše udejanili ta moto evropski. Na odru Novomeškega kulturnega centra Janeza Trdine so gledalci videli presek vsega dobrega, kar ponujata novomeška in dolenjska kultura. Zdi se mi, da je življenje, torej kulturno društvo na Novem mestu precej živo. To je dobro, tudi veliko mladih je med nami, kar kaže na to, da je še veselje do petja, do plesa, do ustvarjanja in poustvarjanja in torej se nam ni treba bati za prihodnost kulturnega življenja v Novem mestu. Velika glavnina je novomeških ustvarjalcev, imamo pa tudi druge ustvarjalce. Moram reči, da je novomeška kultura v slovenskem nivoju in tudi v mednarodnem nivoju že kar znana, priznana. Sama prihajam bolj iz plesnih vrst, plesno-gledaliških, to se pravi, da sem malo bolj na tem področju nekako seznanjena s stvarmi oziroma z internacionalnim dogajanjem. Bi pa rekla sama, ja, da je Novo mesto od nekdaj bilo in upam, da tudi bo neka, bom rekla, ne bi rekla ravno valilnica, samo da so pač organizacije, ljubiteljske organizacije so dajale močno bazo ljudem, ki so se hoteli s tem ukvarjati tudi profesionalno. Sodobna izvedba Sneguljčice večinoma ohranja izvirno glasbo in libreto, dramski del pa nadomešča s sodobnim plesom, vizualnim materialom in instrumentalnimi improvizacijami. To pomeni, da stopamo v ciklus prireditev, kulturnih prireditev. Odvilo se bo v Novem mestu cirka 50 prireditev v celem letu. Smatram, da je nekoliko drugačna, kot je bila v drugih mestih. Toda ravno ta izvirnost nas bogati in mislim, da je izjemno pomembno, da smo prvo predstavo posvetili otrokom. Predvsem sem vesel, da se ohranjanje kulturne dediščine dogaja tudi na tako inovativne načine, da se neka zgodba, ki je bila aktualna že daleč nazaj, pred več kot pol stoletja, oživi na sodoben način, z novimi ljudmi, ampak vendarle z neko pieteto, spoštovanjem do tega, kar je bilo nekoč. Vedno ponosen, danes pa še toliko bolj, ker je otvoritvena slovesnost izredno uspela. Moram reči, da me posebej veseli, da se je Novo mesto odločilo za otroško predstavo, da se tudi na ta način približamo in poklonimo našim najmlajšim obiskovalcem. Hkrati pa me veseli, da se je v bistvu potegnila ven, če tako rečem, ena predstava iz novomeške kulturne dediščine, s čemer se je tudi na nek način izrazil poklon dolgoletnemu kulturnemu ustvarjanju v Novem mestu. Mislim, da je predstava izredno uspela, da so obiskovalci uživali. V večernih urah pa se je dogajanje preselilo v športno dvorano Marov, kjer so na svoje prišli glasbeni sladokusci, saj so se v velikem slogu na oder vrnili domačini, skupina Dan D. Pa zareveli nismo, ampak tudi nervozeni nekaj. Mogoče je bilo prej ene par dni pred tem, ampak drugače pa danes se počutimo super. Veseli smo, da bomo danes po 2 letih nastopili doma. Tako da vse najlepše je v redu. Odličen koncert Dan D. Izvedba mi je bilo zelo všeč, ker dejansko se je slišala ista glasba kot na CD-ju. Mogoče sem pogrešal kakšen starejši komad, ampak sem bil navdušen nad novimi komadi, ki smo jih prvi slišali. Tako da super, res. Odlično. Ja, bilo je super. Sem prav vesela, da so naši fantje končno spet na odru. Po dolgem času smo jih zelo pogrešali in koncert je bil super. Mogoče bi lahko več starih komadov zaigrala, ampak tudi novi so slišati fajn in se že veselim novega CD-ja. Na koncertu pa so se predstavili tudi obetavni novomeški bendi Crossfire, Kilkenny in New Citizens.
Sicer pa v Novem mestu skozi vse leto za vas živijo naslednji projekti. Stalna razstava Arheološka podoba Dolenjske, muzejska zbirka EMV avtomobilov in prikolic, označitev kulturne dediščine, veleblagovnica Sitola in dogodki, glasba, literarni večeri, potopisna predavanja ter okrogle mize, nato Hiša kulture in pa Kultur kolaž, program za otroke in mladino. Kronist Novega mesta je ravno tako na voljo ter postavitev skulpture Leona Štuklja, ki jo pričakujemo v naslednjih mesecih. Samo 2 mesti bosta svojo uradno otvoritev izvedli v mesecu februarju, in sicer Murska Sobota, kjer pa je že od leta 2011 postavljena razstava Tu Mo, slovanska poselitev Prekmurja, in sicer v Mursko-Soboškem pokrajinskem muzeju. Kot zadnje mesto bo slavnostno otvoritev Epika izvedel Ptuj, kar pa ne pomeni, da programi že ne živijo. V začetku januarja je v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012 potekala predstavitev romanov Trte umirajo stoje in Strojarska hiša. Na Ptuju se je uradno projekt Evropske prestolnice kulture pričel že v začetku januarja s predstavitvijo romanov Trte umirajo stoje in Strojarska hiša. Nosilec prvotne ideje Franc Mlakar je na projektu delal več let. V bistvu sem to idejo povzel, ko sem bil lastnik hotela Mitra, kjer sem se malo bolj poglobil v ptujske meščanske familije v začetku 20. stoletja, ko je, kot veste, bil hotela Mitra lastnik družina Osterberger. In ravno ta zgodba je ob romanu Ane Vitola bila iztočnica za nastanek novega romana Bogdana Novaka. Ja, meni je všeč, da se je začelo to prav z mojim romanom, pa z enim romanom, ki ga je prevedel iz nemščine gospod Jakob Emeršič. In je bil pravzaprav ta prevod meni v pomoč pri pisanju romana o Ptuju Trte umirajo stoje. Bil mi je pa tako všeč, spisala ga je Nemka Ana Vitola, ki je živela tudi na Ptuju nekaj časa pri svoji babici in dedku. In ta roman o Strojarski hiši na Ptuju je bil meni tako grozen všeč, da sem založbo skecal, da je poleg mojega romana izdala še ta roman. In tako se je pravzaprav Evropska prestolnica kulture na Ptuju začela z 2 romanoma, enim nemškim in enim slovenskim. Zgodba je postavljena v čas trenj med domačini in Nemci pred, med in po 2. svetovni vojni. In sem spletel eno zgodbo, kjer je bila ona Slovenka, on pa Nemc, sta imela hčerko in kako je ta njihova zgodba se razvijala najprej idilično, potem proti 2. vojni vedno bolj napeto, po 2. vojni pa se je spremenila v katastrofo, ki se je končala na Šterntalu oziroma Strnišču v skupnem grobu. Obiskovalci večera pa imajo o kulturi in literaturi svoje mnenje. Je celoten medij, ki jih zajema, z besedo lahko zajame tudi vse druge občutke in mislim, da je tudi najbolj bran in najbolj pogosto v sami publiki in publika ga tudi največ bere, tako da je zelo pomembno, kar se tiče samega predajanja sporočila. Mislim, da so te zadeve dosti enakovredne, če govorimo o literaturi, če govorimo o glasbi, če govorimo o gledališču, o likovni umetnosti. Težko bi uvrstila na neko mesto. Mislim pa, da je knjiga za vsako nacijo, za vsak narod nekaj zelo pomembnega. Na lestvico kulture bi literaturo uvrstila enkrat tako, drugič drugače. Lahko je literatura na lestvici kulture izjemno visoko, čista zgoraj, a v potrošniškem svetu se kaj rado dogaja, da se najde literatura čisto nekje spodaj. Lepo je nekje loviti ravnotežje med spodnjim in zgornjim dometom in se mi zdi, da bo Evropsko prestolništvo doprineslo največ k splošni kulturi. Ko sem prihajala na predstavitev romanov, namreč so bili pločniki pred hotelom Mitra neverjetno nekulturno zaparkirani. Najverjetneje največji projekt Evropske prestolnice kulture 2012 bo ravno Festival dediščine in umetnosti oziroma Kurentovanje 2012, ki poteka na Ptuju v mesecu februarju.
in ki so ga glavni akterji predstavili že v januarju. Na Ptuju je konzorcij Kurent predstavil projekt 52. kurentovanja, ki letos poteka pod sloganom Povezujemo svetove. Kaže posebej podariti seveda prvi medcelinski etnofest, srečanje tradicionalnih pustnih likov Slovenije, Evrope in sveta na otvoritveni slovesnosti 11. februarja. Ne more mimo seveda zdaj pa mednarodne dimenzije srečanja karnevalskih god Slovenije in tudi seveda naših sosednjih držav v nedeljo 12. 52. tradicionalna karnevalska tokrat, poudarko na karnevalski povorki na pusto nedeljo 19. bo zagotovo tudi eden izmed presežkov. Ob tem pa seveda Kurentova svadba kot vrhunski kulturno-umetniški dogodek, ki bomo združili z otvoritvijo EPK-ja na Ptuju v petek 10. bo zagotovo eden izmed presežkov te prireditve, prav tako kot extempore na tem področju, pa kot obarjada, recimo na otvoritveni dan 11. februarja Lions kluba Ptuj, največji dobrodelni projekt. Ravno ta preplet vseh dogodkov pa tvori presežno vrednost letošnjega kurentovanja. Festival umetnosti in dediščine je osrednja prireditev, ki jo je Ptuj ponudil v okviru EPK 2012. Moram reči, da sem izjemno vesel in zadovoljen na odziv, ki smo ga doživeli z strani tako kulturnih ustvarjalcev, kot seveda tudi vseh ostalih javnih zavodov, ki so pripravljajo res izjemen program. Vredno ga je doživeti, vredno ga je videti. Na Ptuju je v času od svečnice pa do pokopa pusta pričakovati več 100.000 obiskovalcev, kar bo nedvomno velik izziv tudi za turistične delavce in ponudnike. No, prav gotovo pripravljeni smo, bo pa veselo, kajti od 2. in vse tam do 21. bo prav gotovo ogromno prireditev in ogromno gostov, ki bodo prišli. Že po rezervacijah vidimo, da sta na udaru glavna dva vikenda, 11. in pa 18. februar. Praktično mi imamo za ta drugi vikend kapacitete že popolnoma zasedene, tako da se koordiniramo že z kolegi iz drugih krajev, kako in kaj bomo z skupinami, kje bomo prenočili. Jasno je, da gre za enega od največjih dogodkov v Sloveniji. In na tem sistemu bo potrebno graditi tudi v prihodnje. Kurentovanje ne združuje zgolj svetov in ljudi, ampak tudi lokalno skupnost, gospodarstvo in številne entuziaste, ki že vrsto let pomembno prispevajo k ohranjanju bogate etnografske dediščine Ptuja. Gospodarstvo pa seveda tradicija, ki jo tudi mi v Perutnini silno močno poudarjamo, in pa seveda lokalna skupnost lahko napravi relativno zelo dober projekt. Mi smo prepričani, da smo kurentovanje, pa še kakšno prireditev v Ptuju, v sozvočju napravili boljše, kot bi se to lahko dogodilo. Seveda pa nismo zadovoljni, verjetno niti eni, niti drugi, in prepričan sem, da bo letos prelomnica v tem dogajanju. Želijo pa si, da bi Ptuj zaživel tudi izven časa kurentovanja, pa tudi, da bi se življenje v mestu s takšnimi projekti obudilo. Tu smo na nek način predestinirani. Ptujska klet je seveda izredno povezana za to vrstno dejavnost in jaz bi si želel in sem prepričan, da lahko še več in bolje to izkoristimo, tudi zlasti, ker smo letos uradni vinar EPK-ja. In na drugi strani, ker seveda preko svoje kulinarike neposredno v mestu in pa na prireditvenih prostorih znamo ponujati tisto, kar v hiši primarno proizvajamo. To se pravi, ta vpetost je lahko silno velika in se lahko nadgradi. Zaveza in obveza ter tudi moč Perutnine Ptuj pa je, da v Evropo prenašajo ime Ptuja, seveda ob boku svoje blagovne znamke. 11. februarja na otvoritveni povorki med celinskim etnofestom bo župan Ptuja, dr. Štefan Čelan, oblast in ključe mesta predal princu karnevala, ki bo na Ptuju vladal 11 dni. Z trezno glavo, z dobro logistiko, mislim, da smo pripravljeni na podvig, ki nas čaka. Dejansko, kot sem že prej na sami tiskovni konferenci dejal, z pomočjo strokovnjakov in pa svojim entuziazmom, mislim, da bomo to kurentovanje, prav tako ta del naše Evropske prestolnice kulture izpeljali popolnoma zavidljivo. S spektaklom Kurentova svadba pa bo Ptuj uradno vstopil v leto EPK 2012 10. februarja.
Začetna ideja glasbeno-gledališkega spektakla Kurentova svadba je nastala že pred 2 letoma. V mesecu maju pa se je pričelo konkretno delo tudi z izbori. Igralka Nina Ivanišin, Vojko Belšak igralec, solisti Tinkara Kovač, Maja Pihler Bilbi, Alfred Tesla, Katice, Metod Banko, Boštjan Gombač, kot glasbeniki Janez Dovč, Žiga Golob, Vasko Tanasovski, mogoče te znanja umetniki, sicer pa izvrstni tudi ostali. Kostumografijo je napravila Stanka Vado Benčevič, mislim, da blizu 50 kostumov, kjer bo predstavila vse te naših 9 tradicionalnih pustnih likov. Ob teh pa nastopajo tudi etnografske skupine in plesalci, tako da se bo skozi večer pred obiskovalci zvrstilo okrog 100 nastopajočih. Gre za največji umetniški projekt v zgodovini Ptuja. Kot igralec se bo po nekajletni odsotnosti publiki ponovno predstavil Ptujčan, Vojko Belšak. Sej, v bistvu, pač kot igralec delaš dejansko to stvar zmeraj isto, ne, na nek način. Pristopiš pač za vsem, kar imaš, ne. Zdaj razlagati, kako bi delal vlogo, bi rekel, je tukaj šlo zelo naravno, ne, samo od sebe, ker je ekipa sestavljena iz ljudi, ki čudovito skupaj paše in potem dejansko sploh ni napor delati take predstave. Dejansko se stvari nekako same od sebe odvijajo in se ponujajo. Tako da v bistvu je šlo bolj za neke vrste druženje nas samih in mimogrede pa še to rata, ne. Predstava je sicer ves čas nastajala ločeno. Igralci so vadili posebej pa tudi glasbeniki. Intenzivnejše skupno delo jih čaka tako šele dober teden pred premiero. Končni izdelek je torej še v glavi režiserja. Ki ne bo samo gledališka predstava, ampak bo seveda tudi koncert. Musical se mi zdi, da mogoče ni ravno tisti najbolj točen naziv oziroma žanrska opredelitev, ampak je pa mogoče neke druge vrste musical, ne ta broadwayski. Seveda gre za to, ker so pač igrani prizori, ker je tudi petje v živo, igrana glasba vrhunskih glasbenikov, glasbe ni malo, po drugi strani seveda gre tudi za spektakel, ker bo tudi stvar vizualno zanimiva, z zanimivimi kostumi, videoprojekcijo in tako naprej. Ne bo pa to klasična proslava, taka, ki bi jo pač lahko primerjali z kopico pač proslav, ki jih gledamo, oziroma otvoritev. Gre za zmes predstave, gledališkega koncerta, tudi muzikla. Vseeno pa je poglavitna zgodba. Fant in dekle sta tik pred poroko, zato se odpravita vabiti svate. No in na tej poti, ko iščeta svoje sorodnike, svoje svate za poroko, srečata marsikaj. Ne srečata zgolj samo svoje usodi, ampak tudi neke čudna bitja, neka skrivnostna bitja, ki jih mi na Dravskem, na Ptujskem in v Halozah poznamo kot pustne like. V predstavi je tako obdelanih 9 tradicionalnih pustnih likov našega okolja. Naloga teh pustnih likov je, da na nek način opozarjata ta mladi par, da življenje ni preprosto, da so tudi zanke, pasti, nevarnosti, veselja in radosti. In na srečo se potem ta iskanje svatov srečno konča. Ta mlad par je tik pred poroko in tu se tudi ta glasbena igra konča. Naloga za pisanje teksta sicer ni bila preprosta, saj je avtor imel le 2 meseca časa. Zato je k sodelovanju povabil še pesnika Boruta Gombača, ki je napisal songe za pustne like. S Kurentovo svadbo, torej 10. februarja, odpiramo vrata Evropske prestolnice kulture 2012 tudi na Ptuju. Ponovitev glasbeno-gledališke predstave bo v nedeljo 12. ob 19:30 in ob 17. uri. Ne skrivajo pa tudi ambicij, da bi ob gostovanju po drugih mestih predstavo postavili tudi na oder Cankarjevega doma. Sicer pa se bo v 2. mesecu letošnjega leta v slovenskem najstarejšem mestu v okviru kurentovanja Festivala dediščine in umetnosti zvrstilo preko 150 dogodkov javnega pomena. Dogodkov v sklopu EPK se bo v mesecu februarju po vseh partnerskih mestih sicer zvrstilo preko 170. Več informacij pa je na voljo na spletni strani www.maribor2012.eu. S tem zaključujemo prvo oddajo Kultura na dlani 5 partnerskih televizij, ponovno pa bomo z vami prvi ponedeljek v mesecu marcu. Do takrat, nasvidenje.